Dober dan. Evo, če še ni dosti rubrik na mojem YouTube kanalu, bom danes dodal še eno. Zadeva je v bistvu čisto sveža. Dobil sem priložnost, da lahko tekmujem na prvi Spartan Race dirki v Sloveniji, ki bo od 22. do 24. maja v Kranjski Gori. Na začetku videa bi se rad kar takoj zahvalil sponzorstvu oziroma sponzorju Alfa Gymu in Andražu Kavki, ki je moj sponzor za tek oziroma preizkušnjo. Se pravi, ja, hvala Andraž Kavka in Fitness Alfa Gym. Alfa Gym Fitness lahko najdete na Dunajski cesti v Ljubljani. Je najboljši fitness, po mojem mnenju, iz vidika, če hočeš imeti ali športnika, ali rekreativca, ali človeka po poškodbi, lahko v tem fitnessu delaš vse. Od zgor imajo tudi dvorano, kjer se izvajajo vodene vadbe. So pa zdaj odprli še center, ki je pa v bistvu blizu bežigrajskega stadiona. Je pa bolj kot ne center za ženske, ampak se tudi zdaj malo razvija, tako da ne vem, kaj bo tam pa vadila Patricija Pangršič, pa drugi pač trenerji, ampak Patricija Pangršič je na primer bolj znana, malo v tistem centru vadbe. Tako da pač poglej si na internet, na njihovo stran Alfa Gym. Splača se zaradi tega, ker imajo skozi neke akcije, dejansko bi lahko rekel na vsak teden oziroma dva je neka nova akcija. Zdaj si poglej, bom itak dal v opisu spod vse linke do Alfa Gyma, pa če je kakšna akcija zdaj trenutna, bom tudi dal. Da, to je to. Zdaj pa, ker gremo v bistvu na video, da povem, zakaj se sploh gre. Zadeva je v bistvu čisto sveža. Dobil sem priložnost, da lahko tekmujem na prvi Spartan Race dirki v Sloveniji, ki bo od 22. do 24. maja v Kranjski Gori. V bistvu je pa Spartan Race, če ne veš slučajno, kaj je to, je dirka z ovirami. In zdaj imaš 5-kilometrsko, 10-kilometrsko pa 21-kilometrsko. Zdaj to so CCA, se pravi, ponavadi je tam 5-kilometrska se neko če drži, ampak imaš pa 10-kilometrske so tam od 8 do 15, tam nekaj. Naprimer letošnja je 13 kilometrov, 21 bo pa po moje tudi letos malo več, nisem gledal koliko je. Jaz tekmujem v Open Hit, Super Spartan, se pravi 10-13 kilometrov. Je pa fora, da so me vprašali, či bi zastopil Fitness Alfa Gym. In sem itak pač takoj, mislim, že prvo kot prvo sem sam hotel iti letos na to, zaradi tega, ker je pač v Sloveniji, pa imam priložnost, da se nekaj spravim. Potem sem se odločil, ok, ne bom šel, zaradi tega, ker pač je še vseeno so potrebne priprave, zato da to naredim, ker nisem nek full tekač, pa tudi druge stvari mi manjkajo. In bolj pač prije do mene šef fitnessa Andraž Kavka in reče, ja bi pa ti zastopil fitness naš, ker se pač neko tekmovanje med fitnessi dogaja in bo vsak fitness izbral svojega špartanca, in je rekel, če bi pač jaz zastopil fitness, pa sem tako rekel, pač brez problema, ti mi sam poje koliko je. No in pol sem dan zvedel, da ni 21, ampak da je 10, kar v bistvu gre manj na roko, glede na to, da pač nisem še nikoli želel prelaufa 21 km skupaj. Se pravi, ja, to je to v bistvu na grobo. Za prvi video, skratka, jaz bom zdaj probal tedenske oziroma na vsake 2 tedna en video spraviti ven, v katerem bom govoril, kako se na to pripravljam, kakšne treninge delam, kakšna bo prehrana, kako bom poskrbel za regeneracijo. Skratka, vse, kako se bom jaz spustil v to, glede na to, da je to nekaj novega za mene, pa ful mi je zanimivo. Dirka je naredila tak, da ful testira tvojo vzdržljivost, koliko si ti vzdržljiv, se pravi na 10 km, niti ni neki ful, ampak rečemo, da koliko si ti vzdržljiv, plus da je med temi 10 km so različne ovire. Zdaj pri 10 km je 20 plus ovir, se pravi 20 je ziher, zdaj pa koliko jih bojo dali zdravnje, pa pač druga, pač mislim polo vprašanje, ko to ne veš. Neke ovire so konstantne, naprimer ovira, kjer moraš za sulico zadeti tarčo, je konstantna je ovira, kjer moraš nositi ajmpre napolnjene s peskom, se pravi tam 30 kg, nekaj takega približno, kakor sem videl, da je velik ajmper. Pol so pa neke konstantna gibanja oziroma gibalni vzorci, ful ti med tekom zmatrajo tudi zapestja oziroma nasploh roke, zgornje končine, zaradi tega, ker so skozi neki monkey bar, se pravi za plezat, za metat, za vleči. Ko pa laufaš, pa itak zmatraš pa celo telo, predvsem noge. Pol imaš pa še eno foro, je pa, da v bistvu vsako oviro, ko je nočeš narediti oziroma jo zaserješ, moraš narediti pa 30 vojaških poskokov. Se pravi, po teoriji bi lahko tudi zbral, da nobene od 20 ovir ne bi naredil in bi za vsako šel delati brpje, kar pa mislim, da ni pametno. Kakor sem gledal, je najhitrejši cajt elitnih tekmovalcev, ker tu pridejo tudi poklicni tekmovalci, pač
ki v bistvu se ukvarjajo s tem, športniki, ki laufajo špartanske teke. Imajo na teti kategoriji super, a ne, je najhitrejši rezultat 80 minut. Se pravi, 80 minut za cca 10 km z 20 ovirami, to mora biti kar tempo. Ok, to je pa v bistvu to.